Kako si? Upam, da si dober. Današnji dan je zadnji dan mojega izziva in ob tem me preveva hvaležnost. Vesela sem, da je bilo vmes vsaj toliko suhega vremena, da sem lahko športala pa snemala zunaj. Hkrati sem tudi vesela, da je konec snemanja, ampak vseeno upam, da te karkoli od tega vsaj malo nagovorili, pa ti mogoče pomagali, da si zadal že kakšen svoj izziv. Za zaključek bi ti pa rada povedala še eno res pomembno stvar, vsaj zame. Pred časom sem si umislila en nov šport. In ko sem imela določene pomisleke, mi je duhovnik Janez Rus povedal nekako takole. Upam, da bom prav povedala. Ti ne rabiš sebi ali pa drugim nič dokazovati. Pomisli sam, če boš to, kar boš počela, če te bo to bližalo Bogu ali pa te bo od njega oddaljevalo. Pomisli, če je to nek prostor, kjer boš lahko slavila Boga. Potem bo vse v redu. Mogoče gledaš ta filmček, pa nisi veren. Ampak mislim, da lahko vsak razume tole. To, da se lahko gibamo, je dar. In izraz naše hvaležnosti za ta dar je, da uporabljamo svoje roke pa noge. Pomisli na tiste, ki se mogoče ne morejo premikati. Za zaključek pa res samo še nekaj napotkov, pa hkrati tudi nekako povzetek tistega, kar sem v prejšnjih dnevih govorila. Jaz imam kar plonk cegelc, da mi bo lažje. In sicer je na seznamu 10 točk. Prvič, vzemi v roke list in svinčnik. Če že zapišeš, je več možnosti za spremembo. Drugič, naredi pregled svojega tedna. Premisli, a je v njem prostor za gibanje. Katere so tiste odvečne stvari, s katerimi filaš dan. Tretjič, gibanje je koristno za boljše počutje. Zato premisli, kako bi lahko uvedel kakšno vsakodnevno rutino. Da greš mogoče v službo ali pa v šolo peš s kolesom, mogoče rolko, s čimrkoli takim prevoznim sredstvom. Četrtič, gibanje je sprostitev. Vzemi si čas tudi za to, ne pozabiti, tudi kad ti mogoče kdaj ne paše. Petič, gibanje je igra. Premisli, kaj rad delaš, s katerim športom se rad ukvarjaš. Umesti to na svoj urnik. Šestič, gibanje je prostor za druženje. Naj bo to en skupni čas preživeti s prijatelji. Sedmič, gibanje je hvaležnost. Poskrbi za gibanje, dokler lahko, da ti ne bo kasneje žal. In slavi Boga v tem Božjem stvarstvu. Osmič, pri postavljanju izzivov še pomisli na to, da boš res realen. Da boš postavil realne svoje cilje, glede na to, kakšne možnosti imaš. Devetič, za vse, ki se že gibate dost, spomni drugega in na pozitiven način spomni tudi tistega, ki se mogoče še dost ne giba. Pa prosim, spomni tudi mene, če kdaj pozabim. In še desetič, morda ti bo pri motivaciji pomagal kakšna pozitivna misel ali pa kakšen drug citat. Napiši si ga in ga daj na vidno mesto. Jaz pa imam v zadnji telefona enega plezalca, pa v zadnji en tak napis. Ne postavljajo ovir svojim možnostim. Ozri se naokrog, sicer boš videl le tisto, kar je tik pred teboj. Ne obupaj. Nikoli ne obupaj. Za konec bi se ti rada zahvalila, zato, ker si vztrajal z mano do konca. Želim ti res vse dobro in bodi pripravljen spreminjati sebe in svet na boljše. Na zdravje!